Viš taklan Kaj? skriva, gor. Daj, Ciril, ne, prosim, daj me ven. Res jaz se skrevam s tabo. Jo, tako kot ponavad, long story short, jaz sem 14 dni nazaj testiral Nissan Navaro in takrat sem posnel tudi top 5 nasvetov za terensko vožnjo. Vse skupaj pa pol malo začinila tudi Tina, tako da izvolite. Današnji vlog bom pa posnel še malo večjim veseljem, kot ponavad. Končno imam zdaj 1 uro zase, da vzamem Navaro, da se grem malo pelat, da mogoče še kakšno stvar povem, ki je pomembna. In zdaj, če že imam to šanso, v tem trenutku se mi edin prav zdi, da naredim par nasvetov, takih zelo osnovnih, povezanih s terensko vožnjo. Ste za? Jaz sem za. Enač, tako kot sem rekel, top 5 nasvetov za terensko vožnjo. Začel bom pa kar v kabini. A veš, če tukaj noter niso stvari poštimano tako, kot morajo biti, ne, pol na terenu nimaš kaj iskat. Ker če si ti en unih jackov, ne, ki med vožnjo takole lagodno sedi, pa ima po možnosti še takole roko na volanu, ne. To je itak blesal, tudi če voziš po navadni cesti, ampak na terenu je pa to še 100krat hujš. Prvič volan komi dosežeš in če volan komi držiš, to pomeni, da si ti lahko močen kot bek. Ampak te svoje moči ne moreš izkoristiti, zato da bi volan vrtel učinkovito. Mislim, kako to zgleda, kot pa norec kangaca. To se pravi, ta prva stvar, preden greš karkoli delati, nastav si položaj tako, da boš lahko potem tudi ukrepal, če se bo kaj takega zgodilo. Zato, ker bližje si ti volanu, več sile lahko nanj vršiš takrat, ko voziš. Ker če si tukaj blizu volanu, pomeni, da lahko veliko lažje kontroliraš celotno zadevo. Tudi pri top tip številka 2 bomo ostali pri volanu. Ok, zdaj si se naštimo, ampak misliš, da si že ready? Si, čeprav držiš volan, ker če ga ne držiš prav, ne, si pa lahko veliko problemov nakoplješ. Veš, ko se ti voziš po navadni cesti, je pravilno držanje volana takole. Pa čist naš drugač. A veš, zato je volan tako oblikovan, a ni čudno? Zdaj, kar sem povedal, v osnovi drži tudi za terensko vožnjo, ampak če se greš pelat po hudem terenu, palcev ne med tukaj noter. Takrat ne bojo pa tukaj le gor. A veš, verjetno mi ni treba posebej razlagati, ne, da so razmere pri terenski vožnji lahko ful nepredvidljive. To pomeni, da si v enem trenutku jack, ne, takoj naslednji trenutek imaš pa lahko totalno paniko. A veš, ko se ti spopadaš s kakšno nelagodno podlago, to dostikrat pomeni tudi, da je nestabilna. Zdaj, to tukaj, to je čisto okej. Tukaj ni nič nestabilnega. Če se pa slučajno znajdeš na podlagi, ki je skalnata, pa so te skale razmeroma velike, ti pa 1, 2, 3 lahko skala zdrsne, kolo se obrne v eno smer hitrejš, kakor si sploh znaš predstavljati, in s kolesi se bliskovito zavrti tudi volan. Zdaj pa ti meni povej, kva misliš, da se zgodi, ko se volan kar naenkrat za 2krat obrne, ti imaš pa palce kle noter? Ja, kva, zlom ti jih lahko. No, pa se pa končno spravaš voziti, ne, in ko prideš enkrat do enega konkretnega klanca, takrat je prepozen, če si še nisi naštimal vseh nastavitev, ki ti jih avto omogoča. Klanc, stari, ko mi peš gor prijem. Kakšnekoli nastavitve to avto omogoča, ali je to preklop iz dvokolesnega pogona na 4kolesen pogon. Lahko je to vklop reduktorja, lahko je to vklop sistema za pomoč pri spuščanju po strmini dol. Glavno, karkoli imaš za narediti, pa porihtati, naredi to prej, ne takrat, ko si že sred strmine ali pa sred enega izziva, ker takrat imaš lahko pa sam cirkus, pa naš drugega. Kaj pa, ko zgleda, da so nazaj prekucnali? Šlo je težko noter iti. Zdaj pa trenutek pauze za lokalne matadorje. Četrto pravilo, ko prideš do prevoja oziroma do predela, za katerim ne veš, kaj je točno, to zgleda takole. Ne biti jack, pa kar pelat, stopi iz avta, pa pejt peš pogledat. Zato, ker lahko, da si prevozil že stotine terenskih kilometrov, ampak če ne veš, kaj je tam spredi, pač ne veš, kaj je tam spredi. Zato so zelo preprosta pravila, to ni rocket science. In pa se prepričaš, aha, za kuclom je ravno, ni panike, ni oster kucl, ne bom nasedel ali pa ne bom kam dol padel, pa greš lahko naprej. Ker če ne poznaš terena, pa kar peleš čez, po možnosti s polnim gasom, ja, to ne pomeni nič drugega, kot to, da si ena prepotentna budala, ali imaš pa preveč denarja. Pa mimogrede, identično pravilo velja tudi, če se znajdeš pred vodno oviro, pa nisi ziher, koliko je globoka ali pa kakšen je material spodaj. Čmrzdo se nauči to na težek način, ne? Tudi mi smo bili med njimi na Siol avtomotu, ko smo zapeljali tam na Počku pri Postojni v eno tako na vides čist nedolžno lužo, ampak ni bila čist nedolžna luža. Un avto zleze mrskam, ne? Ampak tank pa vse ni. Ok, si pa ziher, da je vse okej, ne? Ja. Pa spel, če hočeš. Top tip številka 5, če se znajdeš pred strmino, pa se potem odločiš, da jo boš na vsak način premagal, s tem je še vse okej. Ampak zapomni pa si, da se lahko enkrat znajdeš tam nekje na sredini ali pa tik pod vrhom, pa avto ne bo več hotel naprej. A gume niso okej, ali si vmes naredil eno napako, ali si prišel prepočas, ali si prišel prehiter, skratka nekaj je šlo narobe in zdaj moraš to situacijo rešiti, ampak ti pa stojiš takole,
pa ne moreš več naprej. Kaj pa zdaj? Zdaj sem jaz recimo v brezizhodnem položaju in najslabša stvar, ki jo lahko naredim, je to, da spustim vse, dam v ler, pa grem nazaj, pa začnem bremzati. Ker če avto ni čist naravnost in če ti vsega skupaj ne kontroliraš z motorjem, recimo na tak način, da daš v vzvratno, ali pa da imaš vklopljen sistem za pomoč pri spuščanju v rikverc, pa se zelo hitro lahko zgodi, da gre avto rikverc levo ali pa desno in se lahko celo prekucne. To je pa, zapomni si, smrtno nevarno. Je že kdaj tudi kdo tako umrl? Šit, stari. Je kar oron klanc, veš? Če sem vam, da nisem preveč zakompliciral, to je bilo 5 osnovnih nasvetov za terensko vožnjo, ki si jih je precej dobro držati, če nosiš kakšne neumnosti narediti. Zdaj pa pride na vrsto še en drug del. Kaj sem spet drla? Ne. Se pa si mislim, ne? Ja. Danes pa bom tiho, pa se bom samo smejala, pa samo... Viš ta klanc Kaj? spredaj gor? Daj, Ciril, ne, prosim, daj me ven. Res jaz se skrevam s tabo. Kaj pa, če ti probaš speljati to? Ti si normalen? Kaj bi da ne objem? Če ful lep razgled neba boš imela vmes, no? Ciril? Ne merim se več to. Zakaj mi to delaš? To ni prijazno. Daj, vozi. Mami, petke zdaj, davaj, jebote. Sam pogledam, če je tle, kakšen je naklon tle dol, če je razbah lahko veš. He's crazy. Na knapam pa bo šlo. Pa zdaj to. Sistem za pomoč pri spuščanju po strmini stisnem, ne? Ja. In zdaj jaz vse prepustim, samo volan držim in avto sam bremza, vidiš? Zdaj bi te pa jaz prosil nekaj, a si za? Ne bom jaz. Vidiš ta klanc tukaj? Ne bom jaz vozila. A bi probala ti ga speljati? Ne. A mi verjameš, da zmoreš to? Ne, ni opcija. Samo konstantno lepo počas Pa speljati. to bi se ena druga za to. Daj stisni, kaj moraš stisniti? Sem že vse pritisnil, zaupam vate in zaupam v stroj. Koliko? To je to, super. Še? Bravo, malo levo volan. Kaj levo? Gas, levo volan, levo, še. To. Obilajte bom. Jaz te bom zadavila, ded. Evo, jaz upam, da ti je bil video všeč. Zdaj pa še ena stvar, ki jo čist premalkrat pozabim poudariti. Ful sem vesel, če lajkate, še bolj sem vesel, če komu ter minuto delite. Pa ne pozabite, da me lahko najdeš tudi na Instagramu. Zdaj pa to res to. Adijo.